Spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Spet smo v družbi z Jezusom in letošnjim Zlatomašnikom. To je človek posebne vrste, duhovnik, ki že dolgo let opravlja svojo kaplansko službo v župniji Selnica ob Dravi, je tudi častni občan tamkajšnje občine. Sicer pa poleg duhovniške službe, ki je seveda na prvem mestu v njegovem vsakdanjem življenju, je tudi matematik in človek, ki se ukvarja s tujimi jeziki, celo sodni tolmač. Profesor dr. Jožef Urbanič, lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi. Torej, vračam pozdrav tudi vam in vsem, ki so sedaj pred televizijskimi zasloni. Najprej bom rekel tokrat iskrene čestitke vsemogočnemu Bogu, da vas poživlja, da ste dočakali že 50 let duhovniške službe, potem pa tudi vam, seveda. Tako kot piše na spominski podobici Zlate maše pri svetem Benediktu: poznal si me, Gospod, in vseeno izbral. Lepo. Kaj želite biti ljudem kot duhovnik? Tu pa bi jaz podal to, kar je napisano na zlatomašni podobici za župnijo sveta Ana. In sicer pravi tam apostol Pavel v drugem pismu Korinčanom: ne gospodujemo nad vašo vero, nasprotno, sodelavci pri vašem veselju smo. In pravzaprav v teh, tako v prvem zlatomašnem geslu, kot pri drugem, se na nek način samega sebe našel. Izhajate nekje iz Slovenskih Goric? Torej, župnija svetega Benedikta, kjer sem bil rojen, hodil tam v osnovno šolo in ko sem bil maturant, takrat smo potem s celo družino šli v župnijo sveta Ana in sem se potem tam udomačil, tako da sem bil kot osnovnošolec pa srednješolec pri svetem Benediktu, kot bogoslovec pa pri sveti Ani, in tako pripadam obema župnijama. In trem cerkvam. Pravzaprav trem cerkvam, ja. Kot stavbam, ne? Torej svetemu Benediktu, svetim trem kraljem tudi? Torej, pri svetih treh kraljih sem velikokrat ministriral, pri pokojnem župniku blagega spomina Rudolfu Bahčiču, ki je pravzaprav na nek način mi pomagal odkriti poklic. Pri njem sem bil tudi ministrant in potem pa naslednja pa je potem tretja cerkev pa je bila potem pri sveti Ani, kjer sem pa imel leta 1973 novo mašo. In tam, ko sem prišel gor k sveti Ani, je še bil za župnika pokojni Konrad Šeško, ki je bil dekan pa konzistorialni svetnik, starček. In ko sem prišel prvi za zakristijo, je rekel: tak, zdaj si pa naš. Preden nam boste povedali, kako ste praznovali vaš zlatomašni jubilej v teh cerkvah, naj vas vprašam, kako je sedaj urejena cerkev svetih treh kraljev? Že pred leti se je popolnoma renoviralo vse, ne? Vse je, mi po domače rečemo, urejeno, zrihtano. V nulo. Prav do zadnjega. Ja. In to je ta sedanji župnik Marjan Rola, ki ima žilico za take stvari, on je to naredil. Vse čestitke tudi njemu. Je ta cerkev nekaj posebnega v Slovenski Gorici? Torej, ta cerkev je pravzaprav za Sveto Trojico drugi največji umetnostno-zgodovinski spomenik v Slovenskih Goricah. Biser Slovenskih Goric. Ja. In je tudi stavba kot takšna je po arhitekturni zasnovi zelo podobna Ptujski gori. Ja. Gotovo se niste smeli zameriti vašemu župnijskemu zavetniku svetemu Benediktu, tako ste verjetno morali najprej imeti tam svoj zlatomašni jubilej. Zgolj naneslo je tako. Namreč, ker je 11. julija je sveti Benedikt v cerkvenem koledarju in to je župnijski zavetnik te fare. In smo se župnikom
Marjanom Rolom dogovorila, da bo zlatomašno slavje skupaj z župnijskim praznikom. In tako je naneslo. Ja, izjemno lepo ste praznovali, kolikor sem uspel slediti temu praznovanju. Kaj vse so vam pripravili? Ja, po oceni je bilo pri svetem Benediktu nad 800 ljudi. In prišel je tudi moj župnik, pri katerem sem največkrat bil v Angliji, je tudi prišel na to zlatomašno slavje, ostal 6 dni v Sloveniji in govoril, kako je lepa Slovenija. Saj tudi je. In smo potem nekako smo tako uredili, da je po spremenjenju je del evharistične molitve tudi on povedal v angleščini. Torej, spomni se, Gospod, naši bratov in sester, remember, Lord, our brothers and sisters, in tako naprej. In to je, ker on to čisti angleš, so to ljudje kar prisluhnili, kako pravzaprav to v angleščini zveni. S čem so vas počastili vaš gospod župan, magister Milan Repič, sem tudi opazil na fotografijah. On je potem prišel s knjigo pred mikrofon in to knjigo sem potem dobil za darilo, pač pa po pravici rečeno še nisem odpiral, ker je vse drugo bilo. To bo potem, ko bo čas za to. Vi ste nekaj posebnega, bi rekel, v duhovniških vrstah. Takšen vtis sem dobil nekako iz cele podobe vašega ustvarjanja, vašega udejstvovanja, vašega življenja. Zdi se mi tudi zanimivo, da ste recimo radi bolj svobodno oblečeni, ne vedno v pravi duhovniški obleki, da bi se nekako izpostavljali, ali kaj to pomeni s temi zunanjimi znamenji duhovništva, s katerimi... Jaz nimam, torej bi rekel, vsak nekako je kot je. Jaz sem pač takšen, nekako že kot semeniščana, pa potem zlasti kot bogoslovca, me je zbodla Jezusova misel, ko je grajo farizeje, češ, da se napravljajo širše molitvene jermene, si povečujejo na oblekah obeske, češ, da bodo ljudje videli, kaj pravzaprav so. In to je mene nekako vedno motilo. In tudi moj župnik v Selnici ob Dravi, pri katerem sem zdaj že tudi več desetletij, je tudi v tem pogledu zelo svobodnega gledanja, čeprav je zelo resen duhovnik. In tudi v semenišču, pri katerem sem bil prefekt študijski 20 let, torej Maksimilijan Gosak, ravno tako. Tako da sem se pravzaprav gibal v takšnih krogih. In sem sam potem tudi v takšni obliki potem kot duhovnik dozoreval. In takšen sem. Lepo. Koliko ste jasno čutili poklicanost v duhovništvo, me zanima, iz tistega vašega domačega kmečkega okolja, izhajate iz številne družine, ne? Ja, 8 otrok nas je bilo, torej pravzaprav je mama 9 rodila, en otrok 7 je bil mrtvorojen in se ga tudi zdaj se tej mrtvorojeni sestrici se vedno znova priporočam, saj trdno verujem, da je v onostranstvu sprejeta med angele in da je tudi moja priprošnica. 7 nas pa živi in takrat smo pač bili, odraščali in delali na zemlji, vse bolj ročno. Oče nas je naučil kositi, pa vse drugo delati. In jaz pa sem še prav v toliko posebnež, ker je moj oče imel mlatilnico, pa en stari traktor in je potem šel od kmeta do kmeta celo poletje in je mlato. Smo pri enem kmetu opravili mlačvo, šli potem drugemu kmetu in tako naprej. In jaz sem bil pravzaprav edini od otrok svojih bratov pa sester, ki je bil poleti doma, ker sem bil na počitnicah. In na tak način sem pravzaprav vse poletje
preživel v mlačvi, v prahu in zato tudi zelo, zelo cenim kruh in ne morem gledati, da bi kruh ležal kje na tleh. Tako da sem ob tej mlačvi prvenstveno, torej to delo sem opravljal skupaj z očetom 10 let, vse do nove maše, ko je potem so se začeli kombajni in je to delo nekako zamrlo. In sem hvaležen Bogu, pa svojim domačim, predvsem očetu, da so me naučili delati in tudi, da smo morali večkrat v neprijetnih ali pa hudih razmerah vztrajati. In to je tisto, kar nekako človeka potem vse življenje bogati, da ima v sebi neko vztrajnost in žilavost. Vi ste se že tu v mladosti tako utrdili za kasnejše stvari, ki so vas čakale v vašem življenju. Zanimivo, zelo veliko ste študirali. Bili ste prefekt več kot 20 let v Slomškovem dijaškem semenišču v Mariboru, študirali v Rimu celo, ne? Teologijo ste dokončali tukaj? Ja, 5 let sem bil na študiju v Rimu. Pokojni škof Maksimilijan Držečnik me je leta 1976 po 3 letih duhovniške službe in dela v Slomškovem dijaškem semenišču me je potem poslal v Rim na študij in sem tam pri jezuitih na Gregorjani študiral teoretično filozofijo. Takrat je Gregorjana imela 4 smeri v filozofiji. Torej so rekli sekcijo teoretika, torej teoretična filozofija, potem je sekcijo historika, zgodovinski del, potem so imeli posebej tudi marksizem. Zanimivo. In tudi takrat, v tistem času, se jih je kar precej študentov odločilo za marksizem. Jaz sem potem študiral teoretično filozofijo. In to je trajalo potem slabih 5 let, do leta 1981, ko sem natančno na svoj god 19. marca zagovarjal doktorsko tezo. Zanimivo je pogledati malo ta vaš študij, denimo zasledil sem magisterska naloga, je bila na temo pomen matematične logike v filozofiji znanosti. Tu ste posegali tudi na lingvistično področje. Tu v slovenščini se ne da celoten naslov tako prevesti. Torej, ko sem pisal vse pisne izdelke v nemščini, je bil nemški naslov Die Bedeutung der mathematischen Logik in der Philosophie der Wissenschaften. In tiste končnica N je bila v oklepaju. To meni in der Philosophie der Wissenschaft ali pa lahko množine v filozofiji znanosti. Tu slovenski drugi sklon znanosti ne veš natančno, ali gre za množino tiste znanosti, drugi sklon tistih znanosti, ali pa gre za ednino, znanosti. No, to bi vas vprašal, glede na to, da ste pri tem vašem delu posegali tudi na lingvistično področje, kakšne so strukture nekaterih tujih jezikov? Kaj ste ugotovili v jezikih? Zanimivo. Jaz sem se moral potem večkrat, jaz sem prišel tja z znanjem nemščine, pa še tisto znanje ni bilo čisto tako najbolj tekoče, potem pa znanje francoščine, deloma tudi ni bilo še tisto pravo, pač pa sem tam moral takoj zagrabiti za italijanščino, če je človek hotel sploh slediti predavanje, ker so bila vsa predavanja v italijanščini. No, ko pa je šlo za doktorsko tezo, pa se je bilo treba lotiti angleščine. In kaj sem najprej ugotovil? Najprej sem ugotovil, da pravzaprav so ti jeziki, vsi indoevropski jeziki, ki imajo nekako v vseh teh jezikih se skriva enak način mišljenja. Torej, na primer, pisatelj piše knjigo, torej pisatelj svoje dejanje prenaša na knjigo. In to je pravzaprav vidik ravno indoevropskih jezikov in potem pa
lahko bi rekli v pasivu, knjiga je napisana. To pomeni, takrat pa me zanima samo, kaj se na tem objektu pravzaprav dogaja. Hočem pa povedati tole, ko človek gre iz enega jezika na drugega, potem pa ugotoviš neverjetne podobnosti. Ko sem začel se italijanščino učiti, sem odkril neverjetno podobnost med nepravilnimi glagoli, tako v francoščini kot v italijanščini. Sem potem kar to prenašal. In tako je tudi pri nemščini pa angleščini. V angleščini, ko sem se začel nepravilne glagole učiti, sem odkril neverjetno podobnost med nemškimi nepravilnimi glagoli. In potem sem samo to podobnost prenašal in je stvar bila pravzaprav igra je lahko, če bi tako rekel. Potem, kar se pa tiče besedišča, v angleščini je 60% besedišča romanskega izvora. To pomeni, besede najdemo v italijanščini, v francoščini, prvotno pa v latinščini. Potem deloma kakšnih 30% je angleškega besedišča germanskega, se tudi najde v nemščini, se najdejo koreni. 10% angleščine je pa potem so potem čisti anglosaški izrazi, ki pa in teh je razmeroma malo. In te podobnosti nekako pomagajo človeku, da se vsak naslednji jezik lažje uči. Lažje učiš, ne? No. Dotakniva se še vašega doktorskega dela od filozofije govorice prek logike k ontologiji, torej nauku o bitju. Kaj ste tu konkretnega preučevali in kaj ugotovili? Mene je začelo, namreč že pri magisteriju, ali takrat smo rekli licencijatu, sem se srečeval z matematično logiko in s tem se še nekako danes srečujem. In tam sem odkril neverjetnega misleca, in to je bil nemški Gottlob Frege. In tam me je nekako napeljal na to, da sem začel globlje proučevati logično ozadje govorice kot takšne, ko je on na primer rekel Morgenstern ist Abendstern, torej jutranjica je večernica. In on je to proučeval in mene je začelo to zanimati in sem se sam začel spraševati, na kak način se pravzaprav naše besede nanašajo na predmete, ki jih izražajo. In na tak način sem potem zašel v to področje, ki je potem bilo glavna tema doktorske teze, namreč ravno problem referencialnosti. Torej, problem referencialnosti je pa bil delovni naslov celotne doktorske teze in sem potem pod vidikom referencialnosti, to pomeni nanašanja besed na predmete, sem šel gledati, kako pravzaprav to je, in pravzaprav do konca ne prideš. Pač pa sem eno stvar ugotovil, da že sam pristop k tej temi ali sam pristop k tej problematiki zahteva, da se mislec sooča s filozofijo govorice, z logiko, z ontologijo in pravzaprav vse te tri nekako zelo izhodiščne discipline za ta predmet so enako pomembne za proučevanje. In ta ugotovitev o enakovrednosti, pomembnosti teh filozofskih panog je tista, s čimer sem jaz tudi tezo kot takšno postavil. In to zadostovalo. 10 let ste na Teološki fakulteti predavali logiko in kozmologijo, filozofijo o vidnem svetu. Kaj je filozofija o vidnem svetu? Torej, rekel bi takole, kot je en filozof vprašal, ko so vprašali, kaj je filozofija. Rekel je, vedel sem, dokler me niste vprašali. In tako bi tudi zdaj vam rekel, vedel sem, dokler me niste vprašali. Torej, filozofija o vidnem svetu je pravzaprav opisna
opisni pojem in mi lahko filozofsko razmišljamo o vsem, kar obstaja. Lahko v duši razmišljamo. Takrat so skolastiki že takrat rekli, to je pravzaprav psihologija, veda v duši. Potem lahko filozofsko razmišljamo tudi o Bogu. In imamo tako imenovano teodisejo, ali to pomeni naravna teologija. In o svetu kot takšnem pa lahko pa razmišljajo znanosti, samo znanosti vedno to proučujejo pod konkretnim, strogo določenim zornim kotom, medtem ko filozofija, ko se sprašuje o svetu, pa spregovori to, kar se da z naravnim razumom o svetu kot takšnem povedati. In tako imamo potem znanstveno kozmologijo, pa imamo potem filozofsko kozmologijo. To je filozofska kozmologija, kar je bilo tudi, kar sem tudi predaval bogoslovcem oziroma študentom teologije. Italijanski naslov bi se glasil Filosofia del mondo fisico. Sem potem to podajal in smo šli potem nekako to, kar pač je bilo. Zakaj pa je logika tudi na teološki fakulteti tako pomemben predmet in kaj je pravzaprav cilj logike? Cilj logike je zanimiv. To pomeni, ljudje pravzaprav po naravi nekako se ravnamo pri svojem mišljenju po določene zakonitosti. Medtem ko logika pa pravzaprav te zakonitosti mišljenja proučuje. In današnja logika, ki je zelo matematično obarvana, je sposobna te zakonitosti, ki so bile poznane že od pamtiveka, pa so tudi skolastiki zelo gojili. Današnja matematična logika ni odkrila nobenega smodnika, pač pa je izdelala načine, torej simbolne oznake, pa simbolno govorico, da se lažje približa tem prastarim zakonitostim, ki so v človeku prisotne, ko gre za mišljenje. Naj bi šlo za naravno in znanstveno logiko, ja, ne? Tako, naravna logika je pravzaprav logika, ki je v človeku kot takšnem prisotna. Medtem ko znanstvena logika je pa proučevanje, kako pravzaprav, torej znanstvena logika potem poda, vidiš, tako pa tako se naše mišljenje vrši. Na tak način mi pravzaprav sklepamo. Primer. Če Peter dobi odličen uspeh, dobi kolo. Peter ima odličen uspeh. Kaj iz tega sledi? Zanesljivo dobi kolo. Zdaj pa, ne moremo pa zdaj sklepati, če recimo, da Peter nima odličnega uspeha, pa se ga ata pa mama vendarle usmiljata, pa mu dajmo kolo, mu da bo drugo leto boljše. Ne? Zakaj en sklep velja, zakaj en sklep pravilen, zakaj pa drug ne? To so skolastiki že vedeli, samo niso mogli črno na belem pokazati tega. Medtem ko matematična logika to s svojo simbolno govorico pa svojimi simbolnimi prikazi zna to pokazati. In to, s tem se pravzaprav srečujejo dijaki v prvem letniku srednjih šol. In tu velikokrat nekako jim povem, zakaj tu grejo. Kaj ste vi bili prej? Ste bili prej matematik ali logik? Tu je pravzaprav to in ono. Človek ne more biti matematik brez logike in tudi logika je nekako zelo sorodna z matematiko. Bi pa rekel tole. Hodil sem na drugo gimnazijo in tam so
imeli smo odlične profesorje, sem še danes nekako jim hvaležen, in naša, ki nas je učila matematiko, profesor Mundova, je nekako tiste, za katere je začutila, da jim te stvari ležijo, jih je nekako, mi bi rekli danes, je nekoliko forsirala. In tako je tudi mene nekako stavila bolj v spredje, me 3-krat poslala na tekmovanje, pri čemer sem celo 2-krat dobil nagrado. Ja, čestitke. In je potem šola, ravnatelj šole, Fekonja, Alfons mu je bilo ime, me potem kot 4-letnika maturanta klical v svojo pisarno in mi ponudil tole. In rekel je, veš kaj, ti pojdeš študirati matematiko, šola te bo štipendirala in boš potem pri nas učil. In seveda ponudba je bila zelo imenitna, sem mu pa rekel, takrat smo rekli tovariš ravnatelj, veste, kako je, jaz nekako se čutim drugače poklicanega. In je bil poštenjak, je rekel, prav, pojdi lepo svojo pot, in mi je dal svobodno pot in tako sem potem pristal v duhovništvo. Na temelju poklicanosti. In to je tisto, kar je na prvem mestu v vašem življenju? To je na prvem mestu, tako da jaz še danes nekako še rad z dijaki delam in dejansko pravzaprav to delo razumem vsaj posredno kot oznanjevanje evangelija. Namreč že to, kar nekako določene veščine ali pa določene panoge vsebujejo, je vse nazadnje, to je Božji dar, ki je dan človeku. In če mladim ljudem pomagamo to odkrivati, pravzaprav jim na nek način vsaj posredno razodevamo Boga. Obenem pa tudi, če one za te stvari nekako zvedo, ali pa jim je nekdo v pomoč, ki je nosilec zakramenta svetega reda, je to za njih na nek način vsaj nagib k mišljenju, pa razmišljanju. Vse sem imel tudi dijake, ki niso bili nič verni, tudi krščani niso bili, pa so starši zvedli za mene, pa so me poklicali in smo bili potem sjajni prijatelji. Jaz nikoga nisem indoktriniral, pač pa so pa gotovo mladi ljudje, če ne zdaj, pa še bodo kdaj pozneje, razmišljali o tistem svojem nekdanjem profesorju, spremljevalcu. Dijake katerih srednjih šol največ poučujete? Zelo različni so. Zelo različni, zavisi od šolskega leta. Zadnja leta sploh bi rekel, v zadnjih 20 letih je največ iz glasbene gimnazije, ali danes rečemo konservatorij za glasbo in balet, ki so zelo obremenjeni. Namreč ti dijaki v glasbenih gimnazijah se morajo ukvarjati s svojim glasbilom, to je njihov prvi predmet, potem morajo sodelovati pri pevskem zboru šolskem, pri šolskem orkestru, pa jih večkrat pošiljajo na razna tekmovanja iz glasbila, in tako potem ti mladi ljudje nimajo prave časovno nimajo prave prilike, da bi se s temi rednimi predmeti, ki pa so pravno tako maturitetni, kot so slovenščina, matematika in tuj jezik, se morajo obrniti na nekoga drugega, ki bo z njimi delal, če drugače ne, vsaj ob koncu tedna. Torej, vi jim pomagate pri matematiki in tujem jeziku? Pri tujem jeziku. Torej, zanimivo, največ pri tujem jeziku je angleščina ali pa tudi nemščina, zavisi od tega, kdo ima kakšen jezik kot prvi tuj jezik. No, lani sem še pa celo italijanščino imel, kar je bilo za mene nekoliko izzivalno, ker jaz italijanski besedni zaklad imam razmeroma bogat, pač pa italijanske stilistike, priznam, jaz ne obvladujem, ker sem se bolj posvečal nemški. In ko mi je ta dijak nekako popravni izpit je imel, morala sva delati
in smo cele počitnice delali in smo bil hvaležen, da je ta izziv bil. Kako naj to razumemo? Vi ste vendarle profesor in doktor znanosti, pa duhovnik, kaplan, toliko let, 40 let v Selnici ob Dravi, pa vas vsi vaši učenci, dijaki tikajo. Ja, jaz jim rečem takole, poglejte, angleščina je razvila tako imenitne oblike naslavljanja. Vikanja pa nikoli. Tako da je ju, je lahko zadnji berač ali pa prvi kralj. Včasih je bila kraljica, zdaj pa imamo kralja. Vse je ju. In tako zanimivo, to je angleščina vikanja kot takšna ni razvila, medtem ko Nemci imajo celo unikanje, zizinke komen, oni so prišli, mi pa imamo vikanje, vi, kar imajo tudi romanski jeziki, v drugi osebi množine vikajo, oziroma imajo to, Nemci bi rekli, Höflichkeitsform, to obliko vljudnosti. Ne vem, nekako, včasih mladi ljudje, ko smo že recimo več časa delamo, pa je nekako se je že mojega dela navadil, včasih tudi mojega kreganja, priznam, da se je tudi to zgodilo. Potem pa se sam vpraša, če bi lahko me tikal, zakaj pa ne? In potem je se ta stvar nekako kar posplošila. Vam je poleg nemškega jezika, vem, da ste že dolga leta sodni tolmač, celo pri ministrstvu za... Ja, tam se pri ministrstvu za pravosodje se ta preizkus znanja za sodnega tolmača upravlja. In to je bilo leta 1994, zdaj bo kmalu 30 let od tega. Koliko ste bili angažirani v tem poslu? Dokaj dosti. Celo sodni prevajalec mora voditi dnevnik, torej vsako stvar, ki jo prevede, potem se registrira in če bi kakokoli prišlo do kakšnih pritožb, da stvar ni bila prav prevedena, bi potem prišli k meni gledati, kaj in tako. Ni se še to zgodilo, tako da sem tam 15-20 let sem dokaj zelo se s tem ukvarjal, zdaj pa je to povpraševanje nekako pojenjalo. Prvič imamo sodne prevajalce razmeroma dosti, potem so to mlajši ljudje in jaz potem bolj nekako prevajam kakšnemu škofu ali pa kakšnemu opatu ali pa komu ali pa kakšnemu duhovniku, ki ima v tujini pridigo, mu prevajam potem pridigo, ker mi je nemška stilistika dokaj domača, prvič, drugič pa tu gre za cerkveni jezik, ki je meni veliko bolj domač kot pa kakšen tehnični jezik. Pa v Londonu ste kar doma. Koliko 10-krat ste obiskali? Natančno 30-krat z letošnjim letom in zdaj je konec. Kaj ste počeli tam? Torej, tam je pa, najprej bi rekel, vso priznanje naj bo izrečeno, ali pa vse priznanje naj bo izrečeno mojemu župniku, Francu Pečniku, pri katerem sem že 40 let, da mi je na nek način dovolil, da sem bil lahko poleti 2 meseca pravzaprav na Fari in tam sem nadomeščal duhovnike, ki so šli na dopust. Obenem pa bili na izpopolnjevanju angleškega jezika? Torej, vzporedno z dušno-pastirskim delom na Fari sem se izpopolnjeval v tujem jeziku. Prej že 14-krat v Nemčiji, zdaj pa 30-krat pa v Veliki Britaniji. In na tak način prav človek pride do živega, pa razmeroma tudi tekočega jezika. To je blagodat, za katero se moram Bogu zahvaliti, pa tudi vsem dobrim ljudem, najprej svojemu župniku, da je to bilo mogoče. Vi ste poliglot. Nemško, angleško, francosko, latinsko, italijansko. Tak je rekel
tak je rekel Valentin Vodnik, je rekel tole: latinske, helenske, tevtonske učim, za pevke slovenske živim in gorim. Latinske, helenske, tevtonske učim, to je, on je tudi 3 jezike, vsaj tudi kar se tiče književnosti obvladoval, torej latinske, helenske so bile grške, latinske, potem pa tevtonske so pa bile nemške. Ne? Sicer pa pesmi so zelo doma tudi v vaši družini, ne? Tako da, vsak ima pač svoj dar. Jaz sem pravi, moj dar je bil v tem, da sem takoj videl, kje so podobnosti med enim pa drugim jezikom, pa sem kar to prenašal. Seveda, za tekoče govorjenje, pa pravilno govorjenje, je pa treba tudi nekoliko pljuniti v roke, pa zavihati rokave. Brez tega pa ne gre. Ne gre, ne? Brez tega ne gre. V vašem družini, v vašem sorodstvu ste veliko tudi pevci, glasbeniki, ne? Ja, to so pa bolj moji torej 2 brata igrata pri orkestru ali pač pri pihalni godbi svojega kraja, potem pa njihove otroci, potem pa tudi od sester otroci, vsi nekako hodijo v glasbene šole, pa njihove otroci, to pomeni moji pranečaki, vse to je glasbeno nekako se udejstvuje in nazadnje, a ni glasba nekaj lepega? To je že to je govorica, ki jo razume vsak človek. Gospod Urbanič, gotovo se boste strinjali z mano, če rečem, da je najhujše v življenju, če človek životari, če ne ve, zakaj živi, čemu bi posvetil svoje življenje. V človeku je nekaj svetega. Kaj je to v človeku? Torej, rekel bi s svetim Avgustinom, ki ga zelo česlam. On je rekel tole: anima humana naturaliter Christiana. To pomeni, človeška duša je po naravi krščanska. To je sveti Avgustin ugotovil. To pomeni, odkar je človek na svetu, se na nek način tudi srečuje z Bogom. Je božanska, torej njegova duša. Ja, se srečuje z Bogom in potem pa tudi moramo to vedeti, da se Bog nekako človeku tudi sam razodeva. In že od takrat naprej, ko se človek pojavi na zemlji, kako, tega da ne bomo razpravljali, že ko se človek pojavi na zemlji, je pravzaprav Bog njegov nekako sopotnik, prijatelj, tudi ga graja človeka, ko človek hodi svojo pota, to se zlasti pri Izraelcih zelo dobro vidi. In Bog človeka nagovarja in se mu razodeva. In prav to, da Bog ne pusti človeka kar tako samega, pač pa se mu sam hoče bližati. Prav to je tisto, kar človek v sebi čuti, da nekako ni sam, ampak da je nekdo ob njem, z njim in nad njim. In Bog je ljubezen, piše in pravi sveti evangelist Janez. Janez pravi, ja. Zakaj imamo potem ljudje takšno težavo sprijeti tega Boga ljubezni in imamo zmeraj neki strah, da bomo kaznovani od Boga zaradi naše oddaljenosti, zaradi naših grehov in tako naprej? Ta strah se nekako v človeku javlja. Pač pa treba pa prvenstveno naglašati, da Bog je ljubezen. Namreč, in to je eden najlepših stavkov v Svetem pismu sploh. Bog je ljubezen. In so pa seveda bila obdobja v zgodovini, ko so tudi cerkveni ljudje bolj nekako bolj prikazovali Boga kot nekoga, ki samo čaka, da bo človeka kaznoval. In to nekako se tako meša, pa še na nek način vedno prisotno. Seveda, kot v primeri rečeno, če imamo ateja, pa imamo radi, nam je hudo, če ga polomimo. In tudi nam
nekako tudi na nek način skorda pričakujemo, da bo tudi neka kazen prišla. Včasih je bil to tepež, danes so to druge oblike. Namreč zakaj? Da ko je tista kazen mimo, se čutimo olajšane. Namreč zdaj pa spet lahko Ateju po mami, ki sem ga prizadel, po tej prestani kazni, recimo, da ni bilo en dan televizije ali kaj, mu spet lahko mirno gledam v obraz. Na kakšen način pa naj razumemo, gospod Urbanič, kar pogosto slišimo, da Bog še danes trpi zaradi grehov človeka? Bog trpi, namreč v čem bi to trpljenje bilo? To trpljenje bi bilo v tem, da je Bogu hudo, da se človek od njega odvrača. Bogu ni do tega, da človeka nekako kaznuje, pač pa včasih ga mora kaznovati, da ga nekako spravi, po domače rečeno, k pameti. S kakšnim v tem je pa božje trpljenje, da Bog nekako je prisiljen tu poseči vmes. S kakšnim namenom bi naj človek hodil v cerkev? S kakšnim namenom? Ko gre človek iz cerkve, zdaj ne vem, kako je pri vas, vsaj nekako meni je veliko do tega, da ko grejo ljudje domov, pa tudi če je navadna preprosta maša med tednom, ko je samo nekaj ljudi v cerkvi, pa smo ob nedeljah pa sploh, da ti ljudje grejo domov drugačni, na nek način potolaženi, da so bolj potem pripravljeni sprejeti življenje takšno, kakršno pač pride. Ljudje morajo v cerkvi nekaj lepega doživeti in tisto lepo jih naj potem spremlja. Zato pa seveda včasih se pač mora zgoditi, da moramo ljudem tudi čistega vina naliti, ko se temu reče, pa jim tudi povedati resnico in tako pač pa vedno z namenom, da ljudem pridemo naproti in da jih tudi nekako nagnemo k razmišljanju. Rekli ste včasih. Ja. Ali ne bi bilo treba zmeraj biti odločen v tem oznanjevanju resnice, božjemu preroku, kajti vendarle moje ljudstvo trpi zaradi nepoučenosti, pravi Bog. Ja. Ali je tu premalo poguma v posvečenih? Moram priznati, tu ste me nekako prijeli za vrat, moram priznati, da torej vsako verovanje, vsaka vsebina verovanja ima poleg lepih obljub tudi nekoliko za naše zemeljsko bivanje ima tudi manj prijetne stvari. In da včasih, pravim, spet rečem to besedo včasih, ko se mi že, da nekako nima oznanjevalec vedno dovolj poguma, ali pa pogum bi še imel, pač pa ne najde pravi besed, v kakšni obliki bi naj to povedal, da bi ljudje sprejeli. In ravno danes sem bral malo preroka Jona. Prerok Jona je izrazit primer, kako je Bog mu naložil, da bo prerok in je hotel tej nalogi ubežati. In potem, kot je tista zanimiva zgodba, torej govorica te knjige je naravnost umetnina, kako ga vržejo v morje, potem pa pride ga Ninevljanom, Ninevljani se spreobrnejo, pač pa jim je povedal, da še 40 dni in Ninive bodo pokončane. Tu je pa bil korajžen. To je jasen, ne? Jasen, ja. Vi sicer... Tu pa vi se... Tu Kristus pravzaprav je, tu bi se morali učiti od Kristusa samega, ki ni imel dlake na jeziku. In tako, če primerjamo v evangeljih, ki so pravzaprav neposredno besedo oznanilo,
da je dve tretjine evangelijev sta res besedilo znanilo v pravem pomenu besede, medtem ko tiste grožnje, ki se pojavljajo, zlasti nasproti farizejem, pa saducejem, pa tega je približno v evangelijih 1/3. In pač pa, ko je Kristus visel na križu, razpet, umirajoč, je rekel: Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. In prav v tem zrcalu, pa v tej luči, večkrat tudi nekako obidem nekako neprijetno stvar, ki bi jo moral ljudem položiti na srce, da v upanju, da jim bo Oče odpustil, saj večkrat res ne vedo, kaj delajo. Dobro. Koliko se uspete poglabljati v vsebine Svetega pisma? Gotovo niste znanstveni poznavalec, ne? Vendar pa, kaj je za vas Sveto pismo? Zakaj bi bilo človeku pomembno redno vsak dan brati Sveto pismo? Način branja Svetega pisma je zelo različen. Nekateri imajo tako, da pač nas lepo odpre in kar se mu odpre, tam nekaj vede, ja? In potem nekako premišljuje, kaj bi ga tisti odlomek nagovoril. Druga oblika branja Svetega pisma pa je, da se ene knjige lotimo, potem pa gremo od enega poglavja do drugega. Tako imamo pravzaprav mi duhovnike, ne? Mi imamo tudi v svoji službeni molitvi tako imenovano uro bogoslužnega branja in tam je navadno eno poglavje Svetega pisma, ki pa gre od knjige do knjige. In tam jaz to berem navadno v tujem jeziku, zdaj že dolgočen čas v angleščini, potem tudi v francoščini, kako pač nekako nanese. In tam potem se hočem nekako, berem potem navadno prvič, potem pa takrat se navadno me stvar ne nagovori tako, grem pa še enkrat navadno uro bogoslužnega branja, torej oba dva odlomka, bodi se svetopisnega kot patrističnega, berem navadno dvakrat, ker pri drugem branju mi besedilo veliko več pove. In tako, in zlasti pri svetopisemski odlomek, ko ga drugič preberem, nekako odkrijem vsebine, pa tudi stavke ali pa misli, te pa so mi pri prvem branju nekako ušle. Pa tudi, če bi tretjič brati ali pa četrtič, bi spet našel stvari, ki so mi prej nekako ušle. Zakaj bi bilo, oprostite, zakaj bi bilo pomembno verniku, seveda v prvi vrsti, vsak dan odpirati Sveto pismo in premišljevati? Tam nas Bog nagovarja. Torej, pravzaprav je, če bi tako rekli, Sveto pismo je ogledalo človeka. Tam se pravzaprav človek samega sebe vidi notri. In to, kako se mi vsak dan gledamo v ogledalo, pa vidimo, ali to pa drugo ne štima na naši obleki ali pa na naših laseh in tako naprej. Pri vas nekako je ta primer manj pomemben. Ni tako aktualen, ja. Sveto pismo je pa pravzaprav zrcalo za človeka. Tam se človek pravzaprav samega sebe vidi. Že ko bere zgodbo o Adamu in Evi, tam vidi človek, kak je pravzaprav hoče nekako sam sebi gospodovati in noče, da bi mu kdo drugi ukazoval. In takšni smo. Kaj je za vas prava molitev? Prava molitev? Prava molitev, tudi dobro vprašanje. Primer. 14. septembra sem bil zvečer namenjen iz Londona prek Frankfurta v Gradec pa domov. In so nam let odpovedali. Jaz pa bi moral že biti pravi čas doma, ker to je bilo od četrtka na petek, v soboto sem imel poroko, nedeljo pa še pri sveti Ani zlato mašo. Kaj sedaj?
Ljudje, več 10 nas je čakalo tam, da je letališko osebje stvari uredilo, da so taksije naročili, pa hotel naročili, pa so nas tja zapeljali, pa drugi dan tudi uredili, da smo prišli na drugo letališče, pa na takšno letalo, ki bi nas lahko vzelo. Kaj sem rekel? Blaženi Anton Martin Slomšek, ti veš, kaj je treba in ti me boš zanesljivo pravi čas privedel domov. In je tudi tako bilo. Zaupanje v to, da so svetniki skupaj z Materjo Božjo s svojo preprošnjo na naši strani pri Bogu, to je pravzaprav že to razpoloženje, pa ko to povemo s svojimi besedami, v dani stiski, če bi tako rekel, pa v danem konkretnem položaju, to je molitev. Gospod profesor dr. Urbanič, vsi smo celotni družbi dolžni na svoj način pomagati. Vi dajete zelo pozitiven prispevek celotni družbi z vsem tem, kar smo slišali v tej oddaji. Kako gledate sedaj v zadnjem času na izgubo statusa, ki so ga verske skupnosti v Sloveniji izgubile, češ, da niso družbeno koristne organizacije v očeh nove vlade? To je pač nekako, moje načelo je bilo vedno, torej, če lahko človeku pomagam, mu bom pomagal kakokoli že, če mu pa ne morem pomagati, pa mu tudi škodil ne bom. In potem vsak izmed nas, kristjanov, pa zlasti duhovniki, ki pripadamo tej organizaciji, ki bi naj bila sedaj nekoristna. Vsi na nek način smo poklicani, pa tudi že davno to delamo, da to trditev na nek način, stujko bi rekli, demantiramo, postavimo na laž. Vsaki, koč kaj pametno razmišlja, bo ugotovil, da je takšna izjava prenagljena in da bo morala iti skozi nekako bolj drobno sito in da se pravzaprav se ne bo obdržala. Če bi danes imeli pred sabo, tako kot jaz sedim pred vami, predsednika slovenske vlade, aktualnega, doktorja Goloba, kako bi mu vi utemeljili, da je vaše delo in delo verskih organizacij v Sloveniji družbeno še in še koristno? Pravzaprav, seveda, namreč, dobro, kot je namreč za to, da človek kdorkoli je, da vidi v dejavnosti verske skupnosti kot takšne, da vidi, da to ni prazna zadeva, pač pa da je to več kot družbeno koristno, zato je potrebno tudi nekaj vere. In če te vere ni, potem seveda takšen človek niti ni sposoben uvideti, da je dejavnost cerkve koristna. Samo primer vam bom povedal. Emile Zola, ta znani francoski pisatelj, naturalist iz 19. stoletja, je pisal o luških čudežih, pa je potem v svojih delih navaja primer, kako je nekdo bil ozdravljen, pa je potem umrl. Pa smo potem prišli naprej, pa so rekli, poglej, ti tako pišeš, ta oseba živi, pa je zdrava. In kaj je rekel? Ne bom veroval. Tak je. To je njegova odločitev, ne? To je bila njegova odločitev. Za konec naj vas še vprašam, kaj menite, v čem je največja veličina človekovega življenja? Največja, to je naš pokojni profesor Jan Žekovič, tudi nam je veliko dal, je rekel, delaj dobro, varuj se slabega. To je najvišje moralno načelo in potem se ravnate,
V tem je veličina življenja. Pa se v kakršnem koli poklicu že. Lahko tudi se, jaz se spomnim tam v naši vasi so kakšna svinjska rekla bila, pač pa je delala dobro v prid družine, pri kateri je bila, v prid živali, ki jim je stregla, in je bilo to. Najlepša hvala, gospod profesor dr. Jožef Urbanič, za vaše gostovanje tokrat v naši oddaji. Hvala vam za vaše iskrene odgovore, resnično tudi za ta vaš vzgled, kako moramo resnično danes pomagati drug drugemu, najprej v človeškem oziru, na človeški način, potem pa tudi na duhovni, če se da. Vsak na svojem področju, vi kot tukaj voditelj oddaj, jaz nekako na fare, potem kdo drug na svojem področju, kmete zdaj gledam, da spravljajo koruzo, torej to je njihovo poslanstvo zdaj. Vsak na svojem področju dela dobro, varuje se slabega. Hvala vam. Ni zakaj. In spet kdaj na našem programu. Torej, na vašo zahvalo bi odgovoril tole, kar sem doživel v Veliki Britaniji, ko je neki moški mi je postregel pred mašo, je vse pripravil oltar, potem je ministriral mi pri maši, potem je po maši sem se mu zahvalil in je potem dal roke tako na prsi, pa je rekel, my privilege and my duty. Zame je to odlika in dolžnost. In tako je tudi to. Odlika in dolžnost. Lepo. Lepa hvala. Ni zakaj. In vse dobro do našega ponovnega snidenja. Hvala pa tudi vam, dragi gledalke in gledalci, za vašo pozornost.